Živijo sem in pozdravljeni spet nazaj na mojem kanalu. Danes sem za vas pripravila en spet tak malo bolj chatty video, če lahko temu tako rečemo. Kakor ste lahko iz naslova ugotovili, bo šlo za video, kjer bom mogoče majčkeno razložila oziroma vam postavila neke smernice, kako se pravilno odločiti za make-up artista oziroma kako se odločiti za pravega make-up artista. Če greste na neko posebno priložnost, ne vem, ne bo to poroka, rojstni dan, maturantski ples, valeta, kakršnakoli priložnost, kjer bi pač potrebovali profesionalni make-up in kako se pač odločiti, komu iti na to storitev. Glede na to, da je v Ljubljani in seveda tudi v celotni Sloveniji in v tujini ful veliko ponudnikov te storitve, sem se odločila, da vam majčkeno povem tako po točkah, na kaj je treba paziti, na kaj je treba biti pozoren in pač te zanke oziroma kaj imejte pač v mislih, ko boste razmišljali se prav za rezervacijo termina pri nekateri osebi, ki se s tem ukvarja. Tako da po moje najbolj že kar začnemo. Jaz sem na telefonu plonk listek, če lahko temu tako rečem. Napisala sem si, čakajte, da vidim, 1, 2, 3, 4, 5 točk. Zihar sem še kaj pozabila, ampak teh 5 točk se mi zdi, da so take najbolj, kako bi rekla, glavnih 5 točk, no tako, na katere pač morate biti pozorni, ko se boste odločali za najem oziroma za rezervacijo make-up artista oziroma vizažista. Torej, prvo, jaz to vedno poudarjam, cena ne sme biti prioriteta. Seveda gledate na cenovni okvir, ki ga pač imate in ki ste ga sposobni, kako bi rekla, dati, ampak če želite imeti kvalitetno storitev, boste verjetno, po vsej verjetnosti, mogli majčkeno več denarja odšteti, kakor če pač boste želeli dobiti tisto neko povprečno zadevo. V Ljubljani je precej punc, ki se ukvarja z ličenjem drugih, torej z poklicom vizažista, make-up artista, kakor hočete, no. In moram reči, da zelo malo je pa takih, ki bi stopale po svoji profesionalnosti oziroma po tem, da je make-up res to, kar pač stranka plača. To se pravi, zdaj, če greste vi nekomu na make-up za 20 evrov, ne morete pričakovati, da vam bo ta oseba naredila make-up, ki bo enakovreden pač enemu make-upu, ki je recimo 50 evrov, če hočete, no, 20 evrov recimo ali pa 30 evrov razlike že ogromno naredi. Da vam razložim, kaj vse gre v ceno. Prvo, itak material. Zdaj, če nekdo dela z, bom rekla, drogerijskimi znamkami, se pravi Maybelline, L'Oreal, mogoče Catrice, Essence, kjer so še Revlon in podobnimi, seveda ne bo dal toliko veliko za material, ker so pač to cenejše znamke, kot nekdo, ki dela z znamkami, kot so MAC, Sephora, kaj jaz govorim, MAC, Anastasia Beverly Hills, Kat Von D, Too Faced, Benefit in pač temi znamkami, ki so majčkeno, pač jaz rečem, tak srednji oziroma višje cenovni razred, definitivno pa ne Dior pa Chanel, ampak tudi pač te znamke spadajo v ta višje cenovni razred oziroma, kako bi rekla, za dražji make-up. Nekaj tazga, no. Sem že slišala, da delajo punce z temi nižje cenovnimi znamkami in imajo potem ful visoko ceno storitve, se pravi make-upa, kar se meni osebno ne zdi fair, zaradi tega, ker enostavno produkti veliko naredijo. Produkti morajo biti kvalitetni, morajo biti dobri, jaz ne rečem, da so pri nižje cenovnih znamkah produkti vsi slabi, niso, ampak v večini primerov boste pri višje cenovnih, kako bi rekla, produktih, znamkah, kakorkoli MAC in podobni, dobili kvalitetnejše zadeve in produkte v celotnem spektru, v celotnem rangu pač znamke, kot pa pri recimo, ne vem, Essence, Catrice, Maybelline in podobnim pač znamkami. Tako da ja, to je ena stvar, ki se jo mogoče držite. Druga zadeva je, če bo punca, ki vam bo delala make-up, cenila svoje delo, to se pravi, da cen, koliko dela je vložila v to, koliko truda, časa, denarja, izobraževanja in vsega tega, koliko je vložila v to, da pač zdaj dela to, kar vi želite od nje, se pravi make-up, verjemite, da ne bo imela cene nižje od 40 evrov.
Vsaj, kakor sem po mojih izkušnjah, jaz se pogovarjala s puncami, jih poznam, ki delajo to in tako naprej. Jaz mislim, da tista, ki ceni svoje delo, ne bo šla pod to ceno, sploh če dela z kvalitetnimi izdelki, zaradi tega, ker se ji drugače cenovno ne izide. Zraven produktov, materialov in vsega tega, kar gre v ceno ene storitve, se pravi enega make-upa, morate prišteti še to, da ima punca verjetno, ne vse, ampak verjetno, odprto svojo firmo, to se pravi, ne vem, SP, DO, karkoli, pač svoje podjetje ima, preko katerega se pravi izdaja račune in tudi tukaj noter padajo dodatni stroški. Hodila sem samo še to povedati, je res, da cena ni nujno povezana tudi s kvaliteto. V večini primerov je, ne me narobe razumeti, v večini primerov, če boste dali za make-up več denarja, boste tudi dobili boljšo storitev, ampak morate pa vedeti, morate pa razlikovati med oderuštvom, jaz temu rečem. Pač, če je pa slabo narejen make-up, pa vam pač vizažist oziroma make-up artistka še vedno zaračunata 50 ali pa 100 evrov za slabo izvedeno storitev, to se pa meni zdi ful grdo in enostavno ne maram tega. Ja, tako, da se sicer naredi tudi dober make-up za manj, ampak, kakor sem že prej rekla, no, so pa tukaj pol v igri še kvalitetni produkti in če hočeš imeti kvalitetne produkte, je pač treba mečkaj več denarja za to odšteti. Seveda tukaj noter padejo še dodatne izobraževanja, ker ne glede na to, če smo samouki vizažisti, se pravi, da smo se sami naučili zadeve, je bilo treba v to vložiti ful veliko enega časa, ful veliko ene prakse, ful veliko vaje in če ne drugega, pač naš čas je dragocen, kot povsod drugje. V vsaki službi je cenjen pač predvsem ta čas in pa seveda znanje. Po drugi strani smo pa verjetno mogli vložiti tudi nekaj denarja in časa in truda v dodatna izobraževanja, to so pa razni tečaji, masterklasi in podobne zadeve, ki pa tudi niso poceni. Tako da, imejte to mogoče v mislih, prva točka, kakor sem rekla, cena. Definitivno pač, če niste zmožni plačati, ne vem, 100 evrov za poročno ličenje, seveda ne boste zdaj iskali, ampak hodila sem samo to pač povedati, da še posebej pri porokah, kjer je mogoče mečkan dražji make-up, dejte razmisliti, če bi mogoče rajš pri make-upu dali malo več, pa pri frizuri recimo, kot pa ne vem, pri dekoraciji prostora, miz in podobnih zadev, zaradi tega, ker na koncu morate vedeti, da boste vi v središču pozornosti, vas bojo cel večer oziroma cel dan in cel večer gostje gledali, na slikah boste imeli pač lep make-up, lepo frizuro in tako naprej, tiste dekoracije se bo pa redko kdo še spomnil, tako da mogoče prišparite mečkam pri dekoraciji ali pa na kakšnem drugem področju, ki ni toliko zelo pomemben, pa pol dejte na sebe mečkan več oziroma malo več zase zapravite, tako. Ok, da ne bom preveč dolgo vezla, ker bo to drugače čist predolg video. Gremo naprej. Druga točka, stil ličenja. Ok, kaj sem mislila pod to točko je predvsem to, da dejte izbrati make-up artista po njegovem stilu ličenja. To se pravi, če je vam všeč močen make-up, dejte zbrati nekoga, za katerega vidite oziroma ste izvedeli, da dela močen make-up in ga zna dobro narediti. Če je vam všeč naraven make-up, ne izbirati nekoga, ki bo delal predvsem močen make-up. Seveda pač vizažisti oziroma make-up artisti znamo od nežnega, naravnega, ali kako bi rekla, make-upa do zelo močnega, ampak nekaterim bolj leži naraven make-up delati, nekaterim bolj leži močen make-up delati, nekateri pa pač delamo vse, kar si stranke zaželijo. Ampak še vedno nek stil morate, kako bi rekla, morate ugotoviti, kaj je vam všeč, potem pa po slikah razbrati, kakšen stil imajo make-up artisti. Seveda se da vse dogovoriti, ampak dajte imeti to mečkan v mislih, da ne bo pol razočaranje, ker recimo nekaj, kar zame pomeni naravno, mogoče ne bo pomenilo tudi za mojo naslednjo stranko naravno. Definitivno pa morate imeti vsaj približno idejo, kaj si želite od make-upa, to se pravi, a bi želeli imeti bolj naravnega, a bi želeli imeti bolj močnega, zaradi tega, da tudi pol naknadno, ko se enkrat že odločite za make-up artista, znate povedati svoje želje. Ni nujno to,
kakšne barve ali pa ne vem, kakšen stil na očeh, ker če je dober make-up artist, bo seveda to pač on tudi vam lahko predlagal in vam pokazal, kaj vam paše in glede na vašo obliko obraza in oči povedal, kaj bi bilo najboljš za vas, ampak samo toliko imejte razdelana, bi želeli imeti bolj naravno, mečko, ne vem, bolj ta Hollywood glam, malo bolj arabski stil ličenja, ful je enih načinov, no, tako da to imejte tudi v mislih. Ok, tretja točka so priporočila in pa seveda slike. Dela od določenega make-up artista. Ko se enkrat odločite, recimo, aha, tamle mi je pa všeč, dajte mečkam pogledati slike njegovega dela oziroma njenega dela, če je punca, fant, kakorkoli, nima veze. Dajte pogledati slike dela, zaradi tega, ker se po slikah dostikrat vidi, kakšen stil make-upa dela ta določena oseba. To se navezuje še na drugo točko, kot sem prej govorila, no, ampak videli boste, a uporablja mogoče umetne trepalnice, a ima majčkam bolj močen make-up, a ima malo bolj nežen make-up, ne vem, a lepo naredi oči, gor dol, levo, v glavnem pač na sliki se dosti lahko vidi. Definitivno izkoristite poskusno ličenje, ne samo za poroko, tudi za kakšne druge priložnosti, ki pridejo. Napačno je razmišljanje, da so poskusni make-upi dovoljeni samo za neveste, ni res. Kdorkoli si ga lahko privošči oziroma zaprosi, ali kako bi rekla, se dogovori z to osebo, ki izvaja storitev pač za poskusni make-up, ker boste tako najlažje videli, kako se bo make-up obnašal na vaši koži, kako bo ta oseba naredila svojo oziroma izvedla svojo storitev, videli boste, kako se bo make-up obdržal na vaši koži, tako da dobite malo tist feeling, kaj vas čaka v bistvu na tist ta prav dan, na poročni dan ali pa recimo, če praznujete rojstni dan, da veste pač, a bo zdržala, ne bo zdržala, a je v redu, ste si sami sebi všeč, vam ni bilo kul, tako da se lahko tudi pol majčkam pomente. Da ne bom še preveč zašla iz te četrte točke priporočila in slike. Zdaj se pravi, slike smo obdelali, slike si pogledajte definitivno, lahko si tudi recimo zberete, če vam je, se pravi, njihovo delo všeč, zberite si kakšno sliko njihovega dela, pa rečete, jaz bi pa mogoče to imela. Mečkam kasneje se bomo še navezvali na slike, tako da zdaj mu jih zaenkrat še malo pustiti. Druga je pa, se pravi, priporočila. Priporočila je pa ful fajn, če slišite oziroma dobite priporočilo od kakšne stranke, ki je že bila pred določenim make-up artistu. Zakaj? Zaradi tega, ker je izkušnja iz prve roke veliko večjo težo ima, kot pa recimo, če najdete nekoga na internetu, vidite sam slikce, pa si rečete, ok, ja, se to je cool. Zakaj? Zaradi tega, ker ta oseba je že doživela pač to izkušnjo, je že bila na tej storitvi pri določeni osebi in ve, a zdrži make-up, kakšne produkte se uporablja. Ve pač, enostavno je že to vse izkusila in kakor pač se vedno reče, iz prve roke je informacija najboljša, tako da mogoče se pozanimite, če poznate kakšno stranko oziroma kolegico, znanko, kogarkoli, ki je že bil pri določeni osebi na tej storitvi, pa se malo pozanimite, no, kako jim je bilo všeč, a jim je zdržal make-up, a so trepalnice bile v redu, ne vem, a so prišli skupaj z željami, se pravi želje stranke in pa kaj je make-up artist priporočil, tako da boste dobili mal feeling tudi pač, kako je ta oseba pri svojem delu, kako se obnaša, kako dela in tako naprej. A je kvaliteta tukaj zraven ali ni, a je to vse neki na hiter narejen, jaz rečem še labajzersko. V glavnem ja, tako da, definitivno se pozanimite, mogoče tudi povprašajte na internetu, kje ful skupine enih obstaja, punce sprašujejo, se je že kdo ličil pri tej pa tej punci in potem pač se punce javijo, povejo svoje mnenje in pač dobite priporočila iz prve roke. Ok, in zdaj gremo na peto točko. To pa je, jaz sem si kar takole napisala, peta točka, realna pričakovanja. To je pa ena taka občutljiva tema, jaz vedno temu rečem, zaradi tega, ker se mi zdi, da je vedno več strank oziroma punc, ki se same dost mažejo oziroma uporabljajo dovolj močen make-up že vsakodnevno in vejo, kako se make-up obnaša na obrazu in potem na sliki in tako naprej. Dosti je pa še vedno takih, ki pač tega ne delajo oziroma niso seznanjeni s temi zadevami in tukaj so potem pomembna ta realna pričakovanja. Največja težava je v tem, da je Instagram in internet itak na splošno, ampak predvsem Instagram,
v takem razmahu zdaj, da nas izpovsod, iz vseh strani nas obdajajo slike make-upov, ne vem, oblek, gor dol, manekenke, lepe ženske, bla bla bla, nima veze. V glavnem, hotela sem povedati, da pač kar vidite na Instagramu, je po vsej verjetnosti v 80, vsaj ali pa 85%, kar se tiče make-upa, zretuširan, sfiltriran, ne zgleda tako v živo. Pač to je point celotne te 5. točke, realna pričakovanja. To, kar vidite na Instagramu, po vsej verjetnosti, v večini primerov, kaj vidite, ne zgleda v živo enako. Zakaj? Zaradi tega, ker se ampak res zelo veliko ljudi, ki izvaja to storitev, poslužuje filtrov, retuširanja fotk, zaradi tega, da bi koža izpadla majčkeno bolj gladka, da bi izpadla brez nepravilnosti, da bi zgladili pore, da bi mogoče senčke izgledale majčkeno bolj žive in tako naprej in tako naprej. Kar se mene tiče, jaz ful ne maram tega, zaradi tega, ker to pač potem ni realna predstava njegovega dela, zaradi tega, ker pač enostavno vsak lahko filter da čez svojo sliko, pa zgleda ful dober. Potem pa pride stranka k tebi na stol, ti pokaže tvojo sliko, tvojega dela, ki si jo ti objavil in reče, to bi imela, in potem mi ti tega v realnem življenju ne moreš dati. Zakaj? Zaradi tega, ker v realnem življenju pa pač ti ne moreš nekomu čez dati čez faco filtra, pa retuširati, pa ne vem kaj vse narediti. Tako da, mogoče bodite pazljivi na to, jaz, ki že imam, jaz temu rečem, izurjeno oko za filtre, hiter vidim, a je bila slika retuširana ali ne. Ni problem v, kako bi rekla, retuširanju glede svetlobe, kontrasta pa to, bolj je problem v tem, da pač v večini primerov se naredi ta filter čez kožo, da zgleda bolj mehka, gladka in tako naprej, no. Kar pa v realnem življenju ima zelo redko katera ženska tako lepo kožo, da pač bi tudi s pudrom in z vsemi produkti na koži to izgledalo tako idealno, kot ponavadi na Instagramu. Tako da majčkeno bodite pozorni na to, definitivno, ko se boste odločili za to storitev, da greste k nekomu na make-up in če prinesete sliko iz Instagrama, morate majčkeno z rezervo vse skupaj vzeti, zaradi tega, ker kot sem že rekla, v realnem življenju pač ne moramo filtrov gor dati, ne moramo retuširati obraza, da bo v živo izgledal tako lepo. Tako da ja, no, to imejte mogoče majčkeno v mislih. Druga stvar pri tej točki realna pričakovanja je pa to, da dajte zaupati osebi, za katero ste se odločili za make-up. Zdaj, če ste šli po vseh teh točkah, ki sem vam jih zdaj predstavila, jaz sem skoraj ziher, da boste si najdeli nekoga, ki vam bo to v redu naredil in pač dajte mu zaupati in ga poslušajte, če vam on nekaj predlaga, vi bi pa želeli čist nekaj v drugo smeri. Seveda, zdaj, če boste vi rekli, jaz hočem imeti čim bolj naravno, pa bo on rekel, ne, jaz pa mislim, da bi ti mogla imeti, ne vem, full smoky eye, temen, s črno, gor, dol, to odpade. Jaz mislim v tem smislu, če vi prinesete sliko iz Instagrama, pa imate recimo ne vem, na Instagramu make-up ful močan, pa nek eyeliner, pa ful hudo zgleda, ne bom nič rekla, ampak vi imate pa obliko obraza, pa obliko oči čisto nasprotje od tega, kar je na sliki, bo oseba, ki bo izvajala to storitev, se pravi, ki vam bo delala make-up, zelo težko naredila identično zadevo pri vas na očeh, kakor zgleda na sliki. Tako da to imejte v mislih tudi, kakšno obliko obraza imate vi in pa predvsem, kakšno obliko oči imate, ker največkrat se zatakne pri temu, da hočejo punce imeti, največkrat je problem v bistvu prav ta eyeliner, ki je potegnen na sliki skoraj do lasišča, zgleda ful hudo, ampak v realnosti ima pa zelo malo oseb tako obliko oči, da bi mu pač to pasalo. Tako da to majčkeno razmislite. Jaz še vedno rada rečem, da super so recimo tudi tiste stranke, ki pridejo pa rečejo, ti že najboljš veš, naredi mi tako, kot pač ti misliš, da bo cool, glede barv, glede tega vsega, dajte biti majčkeno, malo rezerve imejte, tudi če imate že točno razdelan, kaj točno hočete od make-upa, kako hočete, da zgleda, malo rezerve vseeno imejte, da vam bo pač make-up artist predlagal mogoče kakšno svojo rešitev oziroma svojo priporočilo, kakorkoli, no, malo rezerve imejte, ko boste prišli na svoj termin za make-up, da vam bo tudi on lahko, oziroma make-up artist predlagal pač, kaj on misli, da bi vam najbolj pasalo. Ok, evo, in še zadnja zadeva, ki sem jo hotela še vključiti, zdaj sem se še spomnila, definitivno
če se boste odločili za enega legit make-up artista, se pravi za nekoga, ki ve, kaj dela, ki ima kvalitetne produkte, ki že ima neki prakse za sabo, dajte mu zaupati, da bo make-up zdržal. To je po moje vprašanje, ki ga make-up artisti dobimo največkrat. To se pravi, itak, ok, kakšna je cena in pa, a bo make-up zdržal. Jaz vam bom tako rekla, če sem jaz naredila make-up, recimo nevesti ali pa stranki ob 5 zjutraj, je bila ona naslednji dan ob 3 popoldne še vedno ista. Tako da v osnovi gre definitivno za proces plastenja oziroma nanosa produktov in če so te produkti kvalitetni in da je nanos vsega tega tak, kot mora biti, na koncu pa make-up še zafiksira, definitivno make-up bo zdržal. Imejte to mogoče v mislih, da vas ne bo kaj preveč strah, ampak seveda pač, če pa je make-up artist tak, da je v bistvu dela samo na tem, da bi čim več strank sprocesiral in se ne posvetil vsaki toliko, ki bi se ji mogel, se pa pač pol to pozna na kvaliteti, lahko se pozna na obstojnosti make-upa. Tako da dejte vsem to tudi imeti mečkan v mislih, ko boste izbirali nekoga. To pa lahko zveste iz priporočil do sedanjih strank te osebe, to se pravi, kot sem že prej rekla, ali na internetu, ali če koga osebno poznate, ki se je že ličil pri njih, tako da malo povprašajte, no, kako se je njim zdel, kako je njim zdržal make-up, pa boste takoj dobili idejo o tem, koliko je obstojen make-up. Tako da ja, evo, jaz upam, da vam je ta video bil kakor toliko informativen, da ste izvedeli določene stvari. Če vas še karkoli tazga zanima, dajte mi v spodaj v komentarjih napisati vprašanje, pa vam bom odgovorila, oziroma lahko posnamem drugi del, kako bi rekla, tega videa, te serije. In ja, no, jaz mislim, da make-up artist oziroma poklic make-up artista ni za vsazga. Definitivno je potrebno imeti veliko željo, kako bi rekla, veliko željo, veliko truda je treba vložiti, veliko denarja gre v to, predvsem ti mora biti pa to všeč. Nič pa ni narobe, če imaš še mečkan talenta zraven. Seveda se da naučiti, ampak se pa vidi razlika, če imaš malo talenta za to, kakor pa, če je vse samo naučeno. Tako da, ja, no, nič, naslednjič, ko boste razmišljali o tem, kam iti na make-up, pogledajte moj video, malo preletite vse te točke, ki sem jih danes naštela in upam, da se boste pravilno odločili. Aha, da ne pozabim, še ena mini taka zadevica, ki jo mogoče tudi upoštevite, ko se boste odločili za make-up artista, definitivno rezervirajte dosti vnaprej. Jaz vem, da se sliši lahko mogoče malo šokantno, ampak v tujini je stalna praksa, da se make-up artista za poroko rezervira 1 leto prej. To se pravi, 1 leto vnaprej se ga rezervira zaradi tega, da imajo oni že vse pokrit. Ker če boste hoteli nekoga, ki je dosti zaseden, dobiti 1 mesec pred poroko, jaz vam garantiram, da boste zelo težko dobili dobrega make-up artista 1 mesec pred poroko, da bo imel točno za vaš datum in točno za termin, ki ste si ga vi zamislili frej. Tako da imejte mogoče še to v mislih, vsaj 3, 4, 5 mesecev, mogoče ali pa pol leta prej rezervirite, za vsak slučaj, boljš prej, kakor prepozen, glede ure se itak naknadno še lahko dogovorite, oziroma je vse po dogovoru, tako da to še mogoče malo upoštevite, no, ampak ja. Evo, in zdaj res to od mene za danes, upam, da ste uživali v videu, ne pozabite se naročiti na moj kanal in se vidimo naslednjič. Čau!